Miklavž nam je danes v studio pripeljal gostjo. Živjo, Sara, kako bova danes pletkarili? Živjo, Katja, živjo infodromovci. Začniva na YouTubeu, kjer je čisti zmagovalec prispevek o elastikah na fantovskih zapestjih. Daleč največ ogledov je prejel tudi na TikToku. Od tam pa tudi komentar meseca. Zojka z 2 sončnicama je zapisala: "Joj, en fant ima mojo gumico, pa mu je nisem jaz dala. Posodila sem jo sošolki, pa mi je ni vrnila in on jo je vprašal, če jo lahko ima. In tako je moja gumica pristala pri njem. Lol." Sara, ko smo ravno pri darilih, vem, da obstajajo najrazličnejše spletne trgovine z zelo nizkimi cenami, verjetno pa ni vse zlato, kar se sveti. Tako je, zelo moramo biti previdni. O pasteh poceni nakupov so mi povedali v Zvezi potrošnikov Slovenije, o nakupih pa mladi iz osnovne šole Dravlje. Danes bomo govorili o spletnem nakupovanju. Ponavadi naročam iz Temuja, pa ponavadi so to kakšne tehnične stvari, tipkovnice, miške. Velikrat obleke. Dekor za sobo. Gre za kitajske spletne tržnice, ki prodajajo cel spekter izdelkov. In običajno so te izdelki dobavljeni direktno iz Kitajske, brez kakšnih posrednikov, zato so tudi cene toliko nizke. Naročam maskice za telefon, z Temuja, AliExpressa. Naročam iz interneta, zapravim približno 30 €. So pa seveda vzroki za nizke cene tudi drugi, naprimer poceni delovna sila, uporaba cenejših materialov. Za obleke pa, če so dobre, jih imam, če ne jih pa vrnem nazaj. Presenetilo me je pa to, ker sem enkrat na Šinu naročila neke barve in so pol prišle ful majhne, pač niso bile navadne. Jaz ne kupujem prek spleta, zato ker mi starši ne dovolijo, ker jih skrbi, da bo kaj narobe prišlo ali pa sploh ne bo prišlo, pa zato ker tudi nimam nobene potrebe potem. Naj povem, da previdnost ni odveč. Pri tovrstnih ponudnikih se pojavlja kar nekaj vprašanj o kakovosti in celo varnosti izdelkov, ki jih prodajajo. In med primeri teh neustreznih izdelkov so se znajdle igrače za otroke, potem tudi nevarna elektronika in pa sončne kreme, ki so vsebovale nekatere nevarne kemikalije. Obstaja še ena težava. Če na telefon naložiš aplikacije teh trgovin, te s psihološkimi zvijačami nenehno spodbujajo k nakupovanju. Prvič, kako mi lahko Šin napiše, da bo kmalu zmanjkalo stvari iz moje košarice, če pa vanjo sploh nisem ničesar dodala? Drugič, kar naprej ponujajo kupone, popuste in darila. In tretjič, zavajajo glede na trajne akcije. Naprimer, obvestijo te, da imaš za popust na voljo samo še 2 uri, ko pa ta čas mine, se pa ta akcija vedno čudežno podaljša. Ob naslednjem nakupu dobro premisli, ali izdelek res potrebuješ, je prijazen do tebe in do narave, ter ali jih potrebuješ 10, ali bo mogoče dovolj samo en.